Fantasy. Radio Fantasy. Tole črnogorska V varianta. bistvu so prej fantje iz NK Celja rekli, da imamo dan športen dan, ker iz nogometa smo zdaj presedlali na rokomet. Roman Pungartnik, dobro jutro. Ja, dober dan, bi lahko rekel, ne, da smo zgodni, dan se je že začel, res da ni sonca, ampak kljub temu bi rekel, se je dan začel dobro. Ja, začenjajo pač ta pozdrav dobro jutro, ker imamo jutro do 10. Drugače pa ja, ura se pa zgodaj začela za vse nas. In zdaj, evo, rokomet, danes pomembna tekma, 18. ura. Ja, najprej bi se jaz zahvalil poslušalcem Radio Fantasy, da nas spremljajo, poslušajo. V eni strani tudi hvala vam ekipi, da nas spremljate na terenu, ste prisotni pred dvorano, kjer delate lepo vzdušje, tako da res hvala, to potrebujemo. Ja, na drugi strani pa danes petek, dan za derbi, bi rekel pravo vzdušje. Že zjutraj, ko smo se zbudili, smo čutili, da se nekaj dobrega dogaja. Rdeča dvorana, jaz upam, da bo danes polna, da bo pokala po šivih, kajti bi rekel, fanti se zavedajo, kaj to prenaša ta tekma. Jaz pa upam, da tudi naši navijači, gledalci, da bo naredjeno poklensko vzdušje, no, ker mislim, da si fantje to zaslužijo, vsaj po tistem, kar so do te kazali. Ok, zdaj nismo te še imeli v gosteh tukaj, zato morava malo tudi osnov povedati, ker ko rečeš Roman Pungartnik, to mi damo kam drugam te, ne? Ti si zdaj direktor rokometnega kluba Gorenje Velenje, za 3 leta si podpisal in dobro vam gre. Ja, čudna so pota gospodova, bi temu rekli, ampak ja, jaz bi rekel, jaz sem v prvi vrsti velik športnik, velik entuzijast, ljubitelj, bi rekel, rokometa, bom rekel, imam to v krvi. Pojavila se ta ponudba, ta izziv, z veseljem sem se sprejel, iz preprostega razloga teh meja, ki so včasih obstajali, mislim, da več ni. Ne? Če pogledamo, da smo v Evropi, da je šport tisti, ki nas združuje, in če lahko te svoje izkušnje prenašamo, zakaj ne? In jaz sem vesel, da lahko, bi rekel, te stvari, ki jih imam rad, počnem. Če bo pa zaradi tega še tukaj uspešno, bom še pa tukaj bolj vesel. No pa zdaj, če se vrnemo na današnjo tekmo proti Trimone. To zna biti ekstra tekma, plus tega, da spet so neke kalkulacije. Zmaga nad Trimom prinese v bistvu vas že skoraj v prvake, ne? Ja, skoraj še ni nič. Ne? Jaz bi rekel, mislim, da 25. maja je zadnja tekma, takrat se bo točno vedelo. Dan mladosti. Je pa res, da s to tekmo lahko ogromno dobiš. To pomeni, Trimo Trebnje se ne bo odlepilo, v primeru zmage bo Trimo povedalo 4 točke, kar glede na kader pa na vložek, ki ga Trimo zadnje leta daje, bi rekel, nekako bo to dovolj. Ne verjamem, da si bodo dovolili takega velikega kiksa, da bi dvakrat kiksali. Na drugi strani pa mi moramo do konca zmagati vse tekme. Roman, vrstni red je tak, Trimo, Velenje, Celje. Vi ste v enem takem piskačku noter, zdaj to, kar si rekel, vi morate zmagati, ker če danes zgubite proti Trimu, se zgodi kaj? Zdaj bi rekel tako, ne bojo zgubili. Jaz vedno pravim v življenju, ta beseda moramo, ne, so samo 2 stvari, ne. Ja. Moramo umreti, pa moramo iti tamle na dvojko. Tam, ko gre cesar peš. Tako da vse ostalo je, jaz pravim, tako, fantje morajo dati vse na igrišču od sebe. Morajo pokazati to, kar znajo, plus 10%, in teh 10% jaz upam staviti, da so to naši navijači, tudi so 8 gledalec navijač. Klub ima neke cilje, to pomeni, da moramo biti v vrhu, da se moramo boriti do konca, do zadnje tekme, za najvišje možne naslove. Zaenkrat to imamo. Seveda, tukaj je tudi sreča prisotna, poškodbe, bi rekel vse ostalo, ampak kot sem rekel, mi v prvi vrsti verjamemo v te fante. Pokazali so, da so zmožni, velikrat so že presenetili, nismo favoriti, to kar si omenil med temi 3 ekipami, ampak lahko pa naredimo res eno veliko zmešnjavo. Ne nazadnje z današnjo morebitno zmago vrnemo v igro zopet Celjane. Tako da bi rekel, vse je odprto, bi rekel, tudi Celjani danes verjetno navijajo za nas, tako da želimo narediti to prvenstvo zanimivo, kar mislim, da si rokomet v Velenju to zasluži. Pa za čiste laike, to kaj pomeni, ker je še začetek drugega dela, ker je 25. maja konc, ampak kot sva se pogovarjala izven etra, treba je zmagati vse tekme, če hočeš biti prvak. To je vedno tako, vsak športnik misli samo eno. Ja, vse so tiste oguljene fraze, važno je sodelovati, dali bomo vse od sebe, poskušali bomo, ampak ja, če si športnik, greš vse na zmago.
Jaz vem, če izhajam iz sebe, ko sem s prijatelji igral tenis ali kakršenkoli šport, sem hotel vedno zmagati. Zakaj bi njemu to puščal? Tudi zdaj poskušam to neko, bi rekel, mentaliteto vcepiti v glavo našim fantim. Ni popusta. Ti cel teden treniraš za to, da na koncu zabijaš gol oziroma da zmaguješ. Zakaj bi po koncu tekme si bomo dali roke, ampak vmes moraš biti pa ti tisti, ki moraš biti, bi rekel, lačen. In Velenje je lačno zmag, Velenje potrebuje, želi. Dolgo ni bilo lovorike v Velenju in to je taka prilika, da liga je nažalost takšna, kot si omenil, da se že lahko danes to odloči. Nekako pa ne želimo, kajti želimo imeti, bi rekel, tek do konca, dajmo v zadnjih 100 metrih odločiti, kdo je boljši. No, plus tega, da fantje bodo tekali do zmage, ne? Zdaj tudi v novih dresih. Potem pa čez nekaj trenutkov. Radio Fantasy. Evo ga, kot sva rekla, rokometni smo, danes smo športni. Roman Pungartnik, še enkrat pozdravljen. Za tiste, Dobro ko so zdajle prižgali radio. jutro! Živijo, dobro jutro. Vidiš, to je to. Zdaj, Roman, Se je že naučil. Ja, si se že. Mojster na obeh področjih si. Zdaj, kar se tiče rokometa, imel si dolgo in bogato rokometno kariero. In imaš pa tudi kot direktor, kar lahko rečem, dolgo pisarniško kariero. Sivo brado. Tudi ja, pride to. Kaj bi, če bi tehto, če bi ti dal možnost? Igrišče, pisarna? Ne, v vsakem primeru igrišče. Mislim, da na igrišču je tisti, kjer lahko pokažeš res vse, kjer si, bi rekel, nekako izpostavljen v teh dobrih in slabih lastnostih. Bi rekel, zbiraš igrišče, ampak žal je karijera vsakega športnika omejena. Tako da jaz sem imel srečo, kot si omenil, bila je dolgo bogata, nimam se kaj pritoževati. Vmes, še med igranjem, ko sem bil res aktiven, me je vedno zanimala tudi ta obrobna zadeva. Jaz sem že po Nemčiji, ko sem igral vsem te moje menedžerji, sem bil nekako navezan, zanimalo me, kako se to organizira, ne vem, 10 000 gledalcev v dvorani, kako to poteka, kak je ta logistika, kako potem, ko igrajo iz dvorane, bi rekel, razne te vipe, ker vemo, da to v Nemčiji imajo na 3-4 nivojih. Vse to me je zanimalo, koliko ljudi je vpletenih, varnostne službe, tako da sem nekako že, bi rekel, vedel, da ko bom zaključil kariero, bom verjetno šel v te vode, tako da ja, plus tega, da ni zanemariti tudi tvojega komentatorskega stališča. Ne? Ja, strokovni komentator. Strokovni komentator, a veš, kam je. Ja, jaz upam, da so gledalci, bi rekel, zadovoljni, predvsem pa, da razumejo, kaj govorim, ker nekoč mi je prijatelj rekel, ko sem začel s komentatorstvom, rekel, daj ti meni povej s tem navadnimi besedami, ne mi uporabljati neke izraze, ki jih ne razumemo in tako tudi poskušam, da bi rekel, gledalcem približam te neke akcije, ker ko gledaš rokomet, bi rekel, to je samo natekanje gor dol. Znotraj tega je veliko nalog, ki jih igralci morajo imeti in morajo razumeti in točno na določenem mestu, času mora kdo stati, da se potem sprovede taka akcija. Mislim, da mi gre dobro, no, saj jaz bom rekel, sam sabo sem zadovoljen. Ja, z naše strani čestitke, pohvale. Hvala, Ja. hvala. Roman, koliko se pa vpletaš kot direktor pri klubu RK Gorenje Velenje, kar se tiče tekm, da jim daješ kaj na znanje, da imate neke sestanke? Ja, dobro, imamo sestanke. V prvi vrsti je tukaj naš, bi rekel, strokovni del, to so trenerji. Trener za svojim štabom na čelu, on je tisti, ki ima, bi rekel, so komando, so ves pregled. Jaz sem tu kot nek zunanji opazovalec. Omenil sem že, da imam ogromno izkušenj, lahko prepoznam že na zagrevanju oziroma na treningu, ali igralec da vse od sebe, ali je ta prav ali ni, ali je kaj narobe. Tudi med tekmo ne komentiram, ne spuščam se v to, kaj je potrebno narediti. Je pa dejstvo, da po tekmi vedno s trenerjem pohremljama, povemo moje opaske, tudi z igralci, komu povem kdaj, kaj bi mogoče bilo boljše. Zdaj je pa na njima, ali te, bi rekel, sugestije, te komentarje sprejemajo. Dejstvo pa želim njim, da napreduje, želim jim boljše, sedaj pa to na vsakem posamezniku, ali to prevzame. No, in na Pošteno. današnji tekmi s Trimom, kot smo že prej omenili, boste igrali v novih majčkah oziroma v novih dresih. Ja, kar nekaj časa smo se trudili okoli tega dresa, tukaj bi se zahvalil predvsem generalnemu sponzorju Gorenje Velenje in pa njihovem design studio, ki so res vložili ogromno truda. Na začetku je bilo to mišljeno kot, ja, naredili bomo neke drese, imamo našega glavnega sponzorja za oblačila Hummel, bomo to nekaj nabavili, dali mogoče kako reklamco in to je to, ampak potem so to v design studiu Gorenje prijeli res zelo profesionalno. Tako da so nek način tudi nam vrgli v rokavico, da smo morali tudi prezentacijo tega dresa narediti na tak način. In mislim, da na koncu je spadla ena zelo lepa, bi rekel, kombinacija, zelo dobro sodelovanje. Dresi so res
v živo izgledajo boljše kot na sliki, tako da še enkrat vabim vse danes v Rdečo dvorano. Je možnost tudi, da se kupijo v našem Hummel shopu, imamo na razpolago tudi te nove drese. Bi rekel nekako zadje pa ta svetovje, tisto od ose gnezdo, ki na to opozarja. Tudi bi rekel, dizajni, črk, napisi so malce posebni in imamo en slogan, ki mislim, da je pravi za ta, bi rekel, šport za naš klub in to je isto srce. S tem smo želeli pokazati, tudi vključili smo vse znane Slovence, oziroma znane Velenjčane, ki so zelo znani. Obenem se jim zahvaljujem za to lepo gesto. Ki so pokazali najprej fotke zgoraj brez, potem pa... Peter Poles, Čukur, Vitka Tičnik, Matjaž Jelen. Ja, tukaj je bilo predvsem mišljeno to, da naredimo eno tako splošno famo. Kaj pa je to? Kaj se zaigrajo te Velenjčani, zakaj se slačijo? In tu je bila ta poanta, na nek način smo tudi potem vključili, bi rekel, naše igralce. Mislim tudi, so se ženski klub Gorenje, Velenje vključil. Tako da je bila res ena taka, bi rekel, smo zajeli kar širšo Slovenijo, neka euforija, kaj se dogaja. In na koncu, ko smo pokazali to, kaj za dres, smo zopet pokazali, da imamo isto srce. Vsi navijamo za rokomet, vsi navijamo za šport in mislim, da to danes moramo tudi pokazati isto srce, kajti to srce je lahko 8 igralec. Ja. Danes ob 6, torej tekma proti Trimu. Baje pride ta 2 avtobusa njihovih navijačev. Ja, napovedalo se kar veliko število navijačev. Mislim, da imajo naši navijači izkušnje z njimi s pokalne tekme, ker smo, bi rekel, nesrečno po podaljških izgubili. Bilo je tudi nekaj incidenta strani trebanskih navijačev, tako da jaz še enkrat apeliram, pridite danes, naredite peklensko vzdušje, pokažite, kdo je tukaj gospodar, kdo je tukaj vladar in s to bi rekel, dobro popotnico lahko naredimo prvenstvo zanimivo. Bravo, super. In slogan je črno-rumeno. Kot eno. Bravo. Ja, zdaj predno se poslovimo, Roman, gledam malo naprej na 25. maj. Vsi imate cilje, ste rekli, treba je zmagovati. Kaj če zmagate, pa je Liga prvakov? Kaj boste pa špilali tekme? Mislim, da s tem tudi že delamo. Tako kot si rekel, smo pravi kolektiv, bi rekel, tudi z našim upravnim odborom sodelovali, našimi, bi rekel, kolektivom, z mestno občino, z generalnim sponzorjem. Tudi to se pogovarjamo. Ja, Velenje potrebuje novo dvorano. Vprašal sem zato, ker za Ligo prvakov je premajhna. Mora biti premala, mora biti nova dvorana res temu primerna, kapaciteta in vse ostalo. Jaz mislim, da Velenje sigurno se zasluži novo dvorano in enkrat jo bojo dobili. Je pa tudi res, da imamo ogromno sreče, da imamo tukaj občino in pa Rdečo dvorano. Lahko se pohvalimo, dvorana se posodobila. Tisti, ki bo danes prišli, bojo sedeli na novih sedežih. 750 jih je. Ena lepa gesta. Na drug način v začetku naslednje sezone dobimo nove klubske prostore, kjer bomo tudi lahko, mogoče tudi vas tam gostili, kdaj vas povabili v naše prostore, kjer bojo igralci imeli možnost video analiz in sestankov. Tako da gremo v korak. Je pa to vprašanje, ko si omenil Liga prvakov, mogoče je zdaj to prišlo na pravi čas. Kajti Slovenija drugo leto dvomim, da bo imela tekmovalca oziroma ekipo v Ligi prvakov. Ravno zaradi vsega tega po vseh parametrih Slovenija je izpadla. Celje je lani dobilo povabilo, wildcard, mislim, da zdaj v tej sezoni to ne bo. Po drugi strani sem pa mnenje, da Liga Evropa je pa pisana na kožo ravno klubom iz tega prostora. Pokazali smo, tam zmaguješ, lahko igraš vidno vlogo. In če bi imeli drugo leto, oziroma bomo verjetno imeli 3 predstavnike, potem bomo lahko tudi razmišljali o kakem Final Fouru, kar je danes, če tekmuješ v Ligi, pa lahko skoraj nemogoče. Držimo vse en pesti za novo dvorano v Velenju. Točno. Tega mogoče Peter Drmol, velenjski župan, če ste slišal, ura tik-taka. Ja, tik-taka. Roman, ura tik-taka tudi v najinem programu. Roman Pungartnik, danes držimo pesti in navijamo z vami. Hvala. Ob 6, torej smo rekli, vabimo vse še enkrat. Ja, vabimo vse Velenjčane v Rdečo dvorano, pokažite, da imate isto srce, bodite 8 igralec. Eno, kar lahko garantiram, fantje bojo na igrišču dali vse od sebe, vi dejte pa na tribunah. Okay, hvala. Hvala lepa, čau, lepo zdrav. Čau. Lepo zdrav, živo. Radio Fantasy.